dejansko mislila, da me bojo ugrabili. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali najbolj grozne stvari, oziroma najbolj grozne zgodbe. Jaz vam povedala najbolj grozne zgodbe, ki so se meni zgodile. Teda ja, če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Na to temo imam tudi video v angleščini, ki se imenuje Ghost Experience, ampak danes ne bom govorila o mojih paranormalnih izkušnjah, ampak bom šla malo bolj na tisto realno plat, ki se je dejansko zgodilo in pač nima veze z duhovi in paranormalnim svetom. To dejansko mi je dosti ljudi, ki me pozna, rekel, da naredim video na to temo, ker pač jaz sem že dostikrat to razlagala in so vsi tako, omg, to je pura zanimivo, naredim video. Tudi tega sem v videu omenila, so se mi zgodile neke čudne stvari in jih je par mi rekla, pač če to naredim, tako da danes sem tukaj s temi zgodbami. Preden začnemo, vam bi rada povedala, da so vse dejansko se zgodile in si nas mišljujem, ker zakaj bi si pač ne vidim pojde v tem. In večina ljudi, ki me pozna, je te zgodbe že slišala vsaj enkrat. Bomo začeli, kje naj začnem? Prva, kratka in jedrnata. Jaz ful na naglih ven hodim, tako ali neko gremo na partije pa pija pa takr stvari. Pač ker to se mi zdi, da pač ni za mene, ker ne vem, se neprijetno počutim v takih situacijah in pa tudi zato, ker vedno, ko grem ven, se mi ponovadi zgodijo take neprijetne stvari, bi lahko temu rekli. Pač poleg tega, da nekdo kar naenkrat prime za rit ali pa kje druge od starejših ljudi, ki je tako ful neprimerno, že to bi se tako bilo kdo prime neprimerno, sploh pa kot je nekdo prime, ki bi lahko bil tvoj ata, pač. Teda ja, že to je tisto, ko sem jaz tak, ne morem. Ena stvar pa se enkrat zgodila pred 2-3 leti mogoče, ko sem šla enkrat ven. Ena prijateljica imela rojsten dan in smo šli v Mariboru, če veste, kje je KMŠ, tam na onem klancu, bi lahko rekli. In to je bilo v tistem času, ko je ful dosti ljudi v Sloveniji zmanjkalo, oziroma so izginili in potem so jih najdli v travi. Pač to je bilo tam nekje tistega časa, če se to spomnite. No, in takrat smo hodile tam, pač, bile smo 3 punce, se mi zdi, da, in smo hodile gor po tistem klancu. In prvo pač so tam ob strani sedeli ljudje, tako večkrat, in je en rekel tak deklica, ne? In pač vedela sem, da ziher meni govori, ker sem vseeno najmlajša od njih. Kljub temu, da sem bila stara 17 let tega, pač, ampak sem bila ziher, da meni rekel deklica, ampak smo tak, ne. V glavi smo tak, fuck no, ne. No, in potem še on enkrat reče deklica in pač sem ga pogledala in sem imela eye contact in mi smrtno, resno me pogleda in mi reče, če se smejim pri takih stvareh, ko ni glih primer, da se smejim, no, in mi je rekel, tak smrtno resno, deklica, ubili te bomo. To je bilo vse. To je bilo vse, kaj tisti gospod meni rekel. In me gledal smrtno resno, pa ne tak, da bi se šalo, ampak je bilo tak, ne vem, da je že taki grozen pogled. Mislim, ni bilo tak, da bi se nekdo smejal, da je bilo na šalo, ampak je bilo tak psihopatsko to rečeno, tak grozno. Potem sem bila samo tak, pač kaj naj to naredim, ne? In me s temi 2 kolegi sem tako potisnila, sem tako, mislim, potegnila k njima, pa mi da gremo. In on je tam sam sedel, pa se je imel nekaj ljudi okoli njega, ampak ko je on to rekel, so bili tak v šoku, tudi drugi. En ga je tak pogledal, ful prestrašen, on pa ni dal okbe kot mene. Ful grozno, zgleda tako, da je trajalo 5 minut, bi se bilo tisto 2 sekundi, ko on to rekel, pa me je gledal, tako da, ne vem, res, mislim, grozno. To je ena izkušnja, ki je bila tak, bi lahko rekli, grozna. Na naši šoli je več delal en gospod, ki je bil, mislim, verjetno normalen, ne vem, če ga je z njim narobe, ampak pač meni je bil tak creepy. Ni bil star, ful ne star, pač dejansko je bil mlad. Mi je zbirka okoli 40, pa pod 40. Ampak pač meni je zgledal tak grozen, pač ne vem zakaj. Jaz sem se ga rahlo bala, no. Ampak pač jaz sem vedno rekla normalno zdravo, pa to pač vse je bil ful prijazen, ampak ne vem, nekaj na njem je v meni vzbujalo strah. Ne vem zakaj, ne sprašujte, ker nič nikoli ni naredil, sam pač meni je bilo ful creepy. No in enkrat sem jaz tu v moji sobi, se preoblačim, oziroma pač hodim ali nekaj tega, jaz pogledam skozi okno in tisti
gospod gre mimo naše hiše in smo tako, ne, več nisem zelo prestrašala, vem, overreacting, whatever. In bolj pogledam skozi okno in on pogleda v moje okno in mi pomaha. Jaz pa sem bila 3 metre vek od okne, pri vratih in on meni maha. Ne moreš reči, da bi bilo komu drugemu mahal, zaradi tega, ker je pogledal v moje okno, tako imam jaz svoje in moje okno. In je ziher mene videl, ker pač sem jaz tu stala in je dvignil roko in mi pomahal in se nasmejal. In jaz sem v tistem se skoraj pokakala, ker sem se tako imela bilo strah. In potem sem jaz samo naredila in to je bilo to. Pač, mogoče komu ni grozno, ampak meni je ful, zaradi tega, ker jaz sem se pač njega bala, ne vem zakaj, pač ni bil nasilen, samo pač grozno, ne vem. No, ampak potem, ko pa je meni on pomahal v moje okno, pa sem bila over it. Sploh nisem vedela, da on, ki je tu blizu mene živi, sploh mislim, da ne na blizu mene živi, pojma nimam. In tuj če, mislim, jaz ga ne poznam, kak je on vedel, ki imam jaz fucking sobo? Pač jaz ga ne poznam. Nisem ga še videla, ki je blizu, včasih gre očitno tu na sprehod mimo, ampak vse eno. Kdo maha nekomu v okno? Pa sploh nisem pri okni stala, več ne rekla, da je bila tak pol metra vek, ampak sem komaj prišla tu not v vrata in pač v taki smeri, ko je on mahal, ne more dvemu drugemu mahati, ker pač je naša hiša in pokriva druge strani, teda on ne more zdaj mahati nekomu mojemu sosedu, ker pač ne gre, ker je gledal mene direktno v oke. Pač meni se to zdi full creepy, zdaj če se vam ne zdi, okej. Pridemo pa še k najbolj grozni zgodbi kmalu, okej? Če ste gledali moj video Paranormal Experience, veste, da se v moji hiši dogajajo take malo čudne stvari, meni občasno. Okej, ne bomo zdaj govorili o tem, ampak v tej ulici, ki jaz živim, se je meni zgodilo več takih groznih stvari, bi lahko rekli, ki pač niso glih najbolj prijetne in pač ne vem, enkrat ena stvar je bilo to, moja mama se včasih hodila na fitness, ne. No zdaj hodita, ampak imamo ga v kleti, tako da ne rabita zapustiti hiše. Prej pa sta hodila recimo v Ruše, ne. In se doskrat je takrat bila zvečer sama doma in enkrat dobesedno sta zapeljala ven, sem je še videla, kako sta odpeljala in dobim v tistem trenutku SMS sama si doma, nekaj sama si doma, pika. Še danes ne vem, kdo je bil to, pač predvidevam, da so bili eni iz osnovne šole, ko se dela vedno nekaj norca, tak. Ampak nisem imela zranjena telefonska, meni klical samo pač SMS, vem, da si sama doma, ali nekaj tajega. Pa gremo na zadnjo in najbolj grozno zgodbo, v kateri sem jaz dejansko mislila, da me bojo ugrabili in da je to to. Okej. Enkrat smo z eno mojo prijateljico, takrat smo se ful družila, da se več ne. Smo večkrat hodili ob večerih na neke sprehode in tukaj greš od moje hiše do šole, imaš, ne vem, 10 minut, 15 in ni tak nekako ful daleč. In smo hodili tja in potem, ko smo še nazaj, bo kak 10 ura mogoče, pa zima, mislim, da je bila, pač bolj v zimskem času. In je bilo že ful temno in največ bilo malo strah. In smo šli dol pri eni strani in pač tu je taka cesta, ne, in potem gre tak narazen. In po obeh straneh lahko prideš do najnih hiš, ki smo bile pač blizu doma. Ena stran je tista, ki je ful ni luči in ful ni prometna, druga stran pa je tista, ki so luči in pač vozijo occasionally avti, ne. Pač tista bolj glavna, teda smo rekli, da gremo po glavni, ker je osvetljeno, ne. Nikoli več, naj vam zdaj povem, po glavni. In hojma, in prvo kot prvo prije en mimo najo, tak sključen, pa bi tak ful grozen in posem kot vedela, da bi to najn učitelj v osnovni šoli. Ampak je bilo ful smešno, ampak bi tak ful je bil creepy, ne, to, ker ni prišel blizu, pa sem videla, kdo je. Dobro, pa sem bila tak, oh my god, to je bilo zdaj ful grozno. Smo se tistemu smejali, sploh nismo vedela, kaj še pride. No, in potem hodimo dalje. In tu blizu mene je, da se z mojim razlaganjem, okej. Bomo rekli, na desni strani je tu prav ena gostilna, potem pa recimo 50 metrov naprej je še ena gostilna, pol pa par metrov naprej je križišče, kjer lahko zaviješ v najino ulico. Torej, ko smo bile blizu te prve gostilne, se je mimo najino pripeljal en taki, mi srce vije, taki črni kombi, pač imel je zatemnjene
okna, črn, ni bil veliki, ampak tak terenski avto v bistvu, nič kaj posebnega. In se je pela ful počasi, ampak smo videli, da ima neko italijansko ali nemško tablico, da sem bila pač ok, vrej, ne, mislim, po mojem navi, kje je, ker tu, zakaj bi se tu nekdo vozil, ne. In potem je malo naprej pelal in je pač tam obrnil, ne, in je prišel proti nama in sem bila tak, pač fik se je zmotil, definitivno vozi v narodno smer, gre pač nazaj, ne. In smo bili recimo tu malo dalje že od te prve gostilne. In se je on še enkrat obrnil, ne, in takrat sem bila pa že ful blizu one druge gostilne, ne, in v tej gostilni živijo eni, ko jih mi dve poznamo, pač jaz jih poznam že od malega, in imajo tu neko gostilno, pa, ne, in pač tu živijo. Gostilna je tisti dan bila zaprta in tisti avto je proti nama zapeljal preko te ceste, ne, ker tu prija avti, in je on tu prek zapeljal in nama je zaprl pot. In v tistem cajtu, ja, takrat sem se zadrla, kako bi rekli, špela. Ne poznam nekak špel, teda špela. Zadrla špela, tu gremo, ne, in ona je letela v gostilno, jaz pa sem preskočila tak meter pa pol visoko grav, ker tam imam ful visoko grav. Kako sem jaz to preskočila, pojma nimam. Na kesone pa preko, pa letela gor in tam imam enega pesa, ki je že vgrizno, mislim, da ljudi, da ni glih najbolj varno, še oni so mi pol govorili, kaj bo z malo sem jaz to naredila. Letela sem gor, oni pes se je skor posral od straha, pač pes, ki je drugač lahko napadalen, je letel v bajte, začel cviliti, so oni ven prišli, pa sem se spune jokala in pa smo šli dol in avto je še vedno tam bil in so moj prijateljco Špelo v tistem lokalu tam iskali. In potem so mi prišli in so oni kao pobegnili in so se odpeljali in takrat... In potem so prišli nazaj in so v bistvu poznali nekoga tam in je kao, so rekli, da so se hecali. Pač, vse lada so se, ne, samo pa, kaj pa če se niso, kaj pa če bi najdli, kaj pa če bi vzeli, bi lahko odpeljali. Sploh niso imeli njihov avto, sploh ni bil, ampak so ga v neki stavi zmagali, že to je tak sketchy, tak what the fuck, da ti zmaga avto v stavi. In pač ja, že to je bilo tisto grozno, ne vem, zakaj bi iskali, ne vem, zakaj bi se to tako heca. Logično se neka, eni se hecajo, pa se kao ustavijo, pa ti plozajo, drugo pa je, da greš ti ven iz avta, pa iščeš človeka. Pač meni se to ni zdelo smešno. Po eni strani vem, kaj bi lahko razmišljali zaradi tega, ker kako bi mi njihov avto sploh našli, če sploh ni njihov, razumeš? Tako da, mi bi takrat lahko odpeljali. Ok, hvala, da ste gledali ta video, to so ena izmed mojih groznih zgodb, če hočete, da jih naredim še več. Jih je še enih par, tako da lahko naredim še. To je to. Hvala, da ste gledali ta video, če vam je bil všeč, ga lajkajte, če ste novi, se naročite in pa delite. Se mi malo zaletelo, ok, idea.